Prihajamo na drugo točko, predlog pravilnika o spremembah in pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za programsko obdobje 2015-2020. Predlog pravilnika je objavljen v gradivu številka 18, predlagatelj župan, poročevalca pa Katarina Ščetinin in pa Aleš Škorjanc. Besedo ima gospa Katarina Ščetinin. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Občina Kamnik v skladu z zakonom o kmetijstvu in predpisi Unije ter na podlagi pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik od leta 2015 izvaja 4 ukrepe iz sheme državnih pomoči ter pomoči de minimis, katerih veljavnost se podaljšuje do leta 2023, v okviru ostalih ukrepov pa ukrep šolanje v kmetijskih izobraževalnih programih. Sprememba, ki jo predlaga občinska uprava, se nanaša na upravičence omenjenega ukrepa. Doslej so morali ti izpolnjevati pogoj, da so bili člani kmetijskega gospodinjstva oziroma gospodarstva. Glede na to pa, da so srednji poklicni in srednji strokovni kmetijski izobraževalni programi vpeti v širok in med seboj povezan proces dela in znanja od njive do krožnika, pridelave in predelave, varstva narave, trajnostnega razvoja, odnosa človeka do narave in spoznavanja vseh procesov v naravi, občinska uprava predlaga, da se nabor upravičencev razširi ter zajame tudi tiste udeležence izobraževanja, ki niso člani kmetijskega gospodinjstva oziroma gospodarstva. Na ta način bodo pomoči občine deležni tudi tisti, ki ne prihajajo z kmetije, a jim delo na podeželju morda v okviru samooskrbnega kmetijstva oziroma prispevanja k letemu znotraj verige od njive do krožnika predstavlja bodočo poklicno pot. Še nekaj podatkov o dosedanjem črpanju sredstev iz proračuna v ta namen. Od leta 2015, ko je bilo v proračunu za šolanje namenjenih 2400 evrov, prejemnikov te pomoči pa 6, se je znesek v letu 2017 dvignil na 4000 evre, ko je bil razdeljen med 10 na razpis občine prijavljenih dijakov. Največ dijakov na razpisani ukrep pa je bilo v letu 2019 in sicer 15. V letošnjem letu je na postavki zagotovljenih 6000 evrov. Sodeč po podatkih Biotehniškega centra Naklo, v katerega je vključena večina kandidatov na razpisani ukrep šolanje, 90% kamniških dijakov prihaja iz kmetije. Glede na povprečno število prijavljenih na razpisani ukrep v preteklih letih, bi občina s povečanjem postavke zadostila tudi razširjenemu naboru upravičencev. Hvala. Hvala, odpiram razpravo. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Igor Žavbi. Hvala lepa za besedo. Najprej naj povem, da ta ukrep podpiram. Ni dileme, zakaj bi imeli samo kmetije se pravico šolati v kmetijskih programih oziroma imeli subvencionirano to šolanje. Me pa zanima, priznam, nisem šel brskati in iskati pravilnik, obstaja verjetno seznam teh poklicev, ki so subvencionirani. Verjetno ni pogoj samo to, da se dijak vpiše na srednješolski center Biotehniškega centra Naklo ali pa na BIC Ljubljana. Verjetno so tu subvencionirane samo določene smeri, če mi lahko poročevalka odgovori na to. Hvala. Hvala, besedo ima Jože Korošec. Hvala lepa za besedo in lep pozdrav vsem skupaj po dolgem času v živo. Zadevo podpiram, tudi mislim, da je se pravi ta pravilnik zdaj popravlja nekatere krivice, ki so morda bile že storjene nekaterim tem dijakom, ampak ne glede na to se mi zdi, da bo ta sredstva 6000 evrov nekako v tem letu oziroma v tem in prihodnjem šolskem letu zadostvala za, bom rekel, skoraj polno, se pravi tole denarna sredstva, ki so zagotovljena. Tako da se mi zdi pravno, ker na velikih kmetijah je pač tako, da tudi ti nimajo še svojih naslednikov oziroma so to neki vnuki ali nečaki in se mi zdi prav, da tudi so ti upravičeni do tega zneska. Drugače pa seveda ta pravilnik bo verjetno treba še popravljati potem v bodočnosti,
ker nova perspektiva sicer se zdaj še kar nekaj časa že odlaša, ampak ta pravilnik v prihodnosti, ki se bo verjetno tudi malo spremenil, bo zajel se prav vsa sredstva in tako naložbe kot trženje in vse ostale smeri, ki se pač sofinancirajo iz občinskega proračuna. Takrat bo pa pač verjetno treba nov pravilnik in pa nekatere popravke noter unesti, drugače pa mislim, da je zadeva v redu. Hvala. Hvala. Besedo ima Sandi Uršič. Ja, hvala za besedo, župan. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, tudi v mojem imenu. Me veseli, da smo v tej dvorani po dolgem času spet zbrani. Pozdravljam to spremembo, ker točno tako, kot je bilo že povedano, vedno bolj bo pomembna samooskrba in vse skupaj in prav je, da spodbujamo mlade, da tudi če nimajo kmetije, da razmišljajo o programih v kmetijstvu in se mogoče tudi na ta način kakšnega dodatno spodbudimo, da se upiše v to izobražbeno strukturo. Tako da bom glasoval za. Hvala. Besedo ima Ivanka Učakar. Gospod župan, hvala za besedo. Vsem navzočim, vsem prisotnim dober dan. Tudi jaz sem vesela, da smo takole skupaj, čeprav je temperatura kar precej visoka, ampak čisto drugače je na takle način biti na seji. Jutri se končuje šolsko leto. Devetošolci so že odplesali v leto, o tem, kam se vpisati, kakšno poklicno pot si začrtati, so se morali pa odločiti do marca letošnjega leta, tako rekoč sredi korone. In kolikor poznam, večina ne ve, težko se odloči ali pa odločitev preložijo na poznejši čas, se vpišejo na neko splošno srednjo šolo. Nekaj jih je pa takih, ki vidijo cilj, se ne ozirajo na neko splošno mnenje o primernosti, neprimernosti in se vpišejo naprimer tudi na enega od programov srednje poklicne ali pa srednje strokovne kmetijske šole, ki jih v Sloveniji izvajajo biotehniški centri. In ti, kot vemo, danes ponujajo programe iz varstva narave, iz trajnostnega razvoja, odnosa človeka do narave, programe, ki so tako ali drugače seveda tudi povezani s kmetijstvom. In tako se ti mladi ljudje odločajo, da tako rečem, za zeleno, za trajnostno, odločijo se za poklic, odločijo se za trdo delo. Večinoma prihajajo iz kmetij, nekateri ne. Ampak se odločijo mogoče, ker vidijo čist nek svoj individualni cilj. Jaz sem gledala, piše 400 € na leto, da bi dijak dobil. Če pogledamo v cifrah, 400 € na leto materialno ni veliko, a zagotovo vsakmu dijaku pomeni priznanje tudi, da se je odločil prav, da kot občina spoštujemo njegovo odločitev in da s tem tudi izrazimo to, da občina pelje ukrepe zelene politike, ukrepe šolanja za deficitarne poklice, za poseljenost podeželja, za samooskrbo, za katero vsak dan slišimo, kako če dalje bolj pomembna postaja. Tako da seveda bom glasovala za. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima še poročevalka za obrazložitve. Izvolite. Hvala za besedo in hvala za vaše vprašanja. Najprej na vprašanje gospoda svetnika Igorja Žavbija. Ravno z bolj natančnim poimenovanjem ukrepa v ukrep šolanja v srednjih poklicnih in srednjih strokovnih kmetijskih izobraževalnih programih v bistvu že nakazujemo ali pa nakažemo na dva sklopa profilov. Prvi sklop profilov, srednji poklicni, to je 3-letni program, to so 3-letni programi. V teh programih se izobražujejo naprimer pek, slaščičar, gospodar na podeželju. Ti programi pripravljajo za poklic in v teku izobraževanja je močen poudarek na praksi. Manj je splošnih predmetov.
se pa lahko z 3+2 preide tudi iz teh programov na višje stopne, a ne, tudi pač višje izobraževalne stopne. Medtem ko srednji strokovni vsebujejo, to so recimo razni tehniki, vsebujejo manj prakse, več splošnih in strokovnih teoretskih predmetov. Recimo, če si predstavljate recimo te kmetijske svetovalce, ne, tudi, se pravi, ki posredno svetujejo za področje kmetijstva, imajo pa v celem izobraževanju samo 14 dni prakse. Ne, tako da pač toliko za primerjavo, kar se teh profilov tiče. Morda bi se kdo vprašal pri teh srednjih, poklicnih, kako jih povezujemo s samim področjem. Dejstvo je, no, da glede na koncept od njive do krožnika so vsi te profili tako ali drugače posredno povezani lahko tudi s tem področjem. No. To bi imela, kar se vašega vprašanja tiče. Upam, da sem zadostila, no. Ne. Aha, ja. Na naslednje vprašanje gospoda Korošca bi pa rekla to. V osnovi, ko se je pravilnik delal za programsko obdobje 2015-2020, so občine od pristojnega ministrstva dobile template pravilnika, kjer je pri ukrepu šolanje šlo v osnovi za to, da ne bi bila ciljna skupina, kot smo tudi v gradivu omenili, bodoči nosilci kmetij. In ko smo jih seznanili z nameravano razširitvijo nabora upravičencev, so nam, ne glede na to, da na ta ukrep ni nujno pridobiti pozitivnega mnenja, kot na ukrepe vezane na državne pomoči, kljub vsemu podali mnenje, da seveda je to pristojnost občine, ker gre za dodatni ukrep, da pa tu odgovarjam na vprašanje, sploh ne gre za odpravo krivice, nasprotno, v bistvu mi s tem širimo celo ta pravilnik na upravičence, ki bi se lahko prijavili tudi, če bi imela občina kakšen drug pravilnik za dodeljevanje pomoči dijakom in študentom. A ne? Se pravi, ni niti vezan tako nujno samo na to področje. A ne? V osnovi pa ministrstvo je pač dalo podlago, ki smo jim mi sledili, tako da ni šlo za nobene krivice. No? Toliko pač sem se morala na to odzvati. Kar se tiče ukrepov z naslova skupne kmetijske politike, smo pridobili tudi v vmesnem času mnenje ministrstva glede novih pravil EU o državnih pomočeh, glede na to, da se pripravljamo, da tudi po letu 2023 občinska uprava pripravi nov pravilnik. Zdaj, zakonodaja EU o novi skupni kmetijski politiki, ki bo podlaga za sprejem novih pravil o državnih pomočeh za obdobje 2023-2027, je še vedno predmet usklajevanj med svetom EU in Evropskim parlamentom. Ko bo ta zakonodaja sprejeta, bo Evropska komisija sprejela tudi pravila o državni pomoči. Bistvenih sprememb obstoječih pravil pa ministrstvo zaenkrat ne predvideva. Toliko zaenkrat. Hvala. Še kdo? Besedo ima Igor Žavbi. Hvala lepa. Ja, se malo pozanimal, no, pa vem, kjere programe imajo na teh šolah, tudi ne vem, v Mariboru, pa Grm, Novo mesto, pa tako naprej, ampak omenila ste PKP slaščičarja tudi, ne. Ampak za PKP za slaščičarja se lahko nekdo izobražuje tudi na agroživilski šoli. Ali
je tudi upravičen do te subvencije potem, ker če se na živilski šoli izobražuje za slaščičarja, pol to ni kmečki poklic, če se pa na biotehniškem centru pa je tehnični poklic. A veste, tudi tukaj je potem tisto razhajanje možno, ne. Po drugi strani ima pa Maribor že nekaj časa, Naklo pa mislim, da zdaj drugo leto vpisuje program mehanik kmetijske in gradbene mehanizacije. A ta program tudi pa še zraven, a je to nekaj drugega kot kmetijski poklic? Bolj konkreten odgovor želim tukaj. No. To, da pa obstajajo programi 3+2, to mi je kar jasno. No. Ampak ne, ravno pri Peku pa pri slaščičarju, to sta mi dva taka poklica, ki je lahko zelo zoprno. Ne. V Naklem je subvencioniran, v Ljubljani pa ni. Ali kako. Hvala. Hvala. Beseda ima gospa poročevalka. Čisto odkrito vam tako egzaktno ne znam odgovoriti. Se bom pozanimala, verjamem, da zna s tem razširitvijo prihaja tudi do dilem, ki bomo potem sproti oziroma pri prvem razpisu, ki bo letos že, obravnavali in ustrezno potem tudi še kaj popravili, če bo potrebno. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme pravilnik o spremembah pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za programsko obdobje 2015-2020. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.